Dobrodošli na 36. festivalu LGBT filma, ki se bo letos odvijal med 12. in 20. decembrom. Večina filmov bo predvajanih na online verziji, se pravi na video na zahtevo. Ogledali si jih boste preko platforme Cinesquare.net, kratke filme pa preko Vimeo linkov na naši spletni strani. Mi smo do zadnjega trenutka upali, da se bodo tudi kinematografi odprli. Mogoče še vedno malo upamo, da se bo zgodil ta čudež. V tem primeru seveda bodo potekali projekcije tudi v Slovenski kinoteki in na ostalih lokacijah po celi Sloveniji. Kakorkoli, na festivalu bomo videli približno 18 celovečernih filmov in 17 kratkih filmov, ki prihajajo iz 21 držav. Tako kot vsako leto bomo imeli tudi tokrat kritiško delavnico, medtem ko filmska delavnica ob prisotnosti nemškega režiserja je seveda še vedno pod velikim vprašanjem. Tematsko se seveda filmi nekako dotikajo gejevskih, lezbičnih, transspolnih in interspolnih tematik. Če se osredotočim na zadnje dve, imamo vsaj en film, ki ima v ospredju v bistvu transspolnega junaka, s tem dodatkom, da je v bistvu gluh. To je v bistvu zelo zanimiv avstralski film, Neslišno, ki govori o fantu, se pravi transspolnem, ki vodi klub za gluhe in je DJ. Se pravi, zelo glasno predvaja muziko, ki jo on in seveda vsi ti, ki so v klubu in ki plešejo, samo čutijo, ne pa tudi slišijo. Tako da je film zanimiv seveda tudi za vse, ki imajo probleme z sluhom. Drugi film, ki se dotika teh tem, pa je filipinski film Metamorfoza, ki govori o fantu, se pravi o fantu, ki nekako je v fantovski vlogi, ker se je rodil kot interspolni otrok, vendar so starši po svojih željah seveda ga nekako vzgajali in oblačili in tako naprej kot fanta. Potem pa se v puberteti zgodi preobrat, ko dobi prvo menstruacijo in začenja se pravi spolno dozorevati tudi kot ženska oseba. Tako da film je izredno zanimiv, v bistvu gre za mladinski film po eni strani, po drugi strani je izredno gledljiv, v filmu nastopajo zelo znani filipinski igralci in bo, se pravi, gotovo pritegnil širše množice. Vsako leto objavimo razpis za kratke filme, na katerega se v povprečju prijavi 50 filmskih ustvarjalk in ustvarjalcev. Letos smo v glavni izbor festivala uvrstili 13 kratkih filmov, ki prihajajo iz vsega sveta. Izpostavila bi južnokorejski film Hands and Wings, ki govori o mladem hendikepiranem geju, ki si sam ne more pomagati do užitka, posnet je v črno-beli tehniki. Potem nemškega, berlinskega Bir Bir, to je antiromantična komedija, ko se po burni klubski noči srečata nemški in kitajski gej ter se skupaj odpravita proti domu. Vmes imata pa globoke pogovore, ko smo jih verjetno že vsi kdaj imeli sredi noči. Ter švicarski lezbični film Anajah, ki govori o mladi afganistanski begunki, ki na bazenu spozna dekle Ano. Film tematizira svobodo na večplasten način. Ne gre pa seveda pozabiti tudi na edini slovenski kratki film v letošnjem izboru. To je film Kondom na glavo, ki govori o preventivi HIV v Sloveniji. Letošnjo leto si bomo na našem festivalu lahko ogledali 4 filme z gejevsko vsebino. 2 med njimi sta portreta znanih osebnosti iz preteklosti. Prvi je Guardian Angel, kjer portretira življenje znane portugalske osebnosti Antonija Ribeira,
znanega pevca in skladatelja. Drugi pa je Britka Leta, ki portretira življenje Marija Miela, znanega ustanovitelja italijanskega homoseksualnega gibanja v 70-ih letih, njegova osebnost pa je žal po njegovi smrti potonila v pozabo. Naslednji film, ki si ga bomo lahko ogledali, je Ask Anybody, ki je odlična kompilacija erotičnega in pornografskega materiala iz 70-ih let med New Yorkom in San Franciscom. Zadnji izmed filmov pa je Sveti narcis, nov film kanadskega režiserja Brucea LaBruca, ki je doživel premiero na Beneškem filmskem festivalu, kjer je tudi osvojil eno izmed nagrad. Je odlična queerovska komedija v tipičnem žanru Brucea LaBruca. Med celovečernimi filmi si bom moč ogledati tudi 3 dokumentarne filme, ki vsak na svoj način tematizira boj aktivistk in aktivistov za preživetje in obstoj. Med njimi bo tudi letos večkrat nagrajeni film Dobrodošli v Čečeniji. To je film znanega režiserja Davida Franca, ki ga mnogi poznajo po dokumentarnem filmu Kako preživeti kugo. Film predstavlja skrivno skupino aktivistk in aktivistov, ki rešuje in evakuira LGBT osebe iz Čečenije, ki se tam seveda nahajajo v smrtno nevarnih razmerah. Film je pretresljiv, a vendar nujen za ogled. Naslednji dokumentarni film, ki ga predstavljamo, je Tiha generacija. Film govori o starejših LGBT osebah v Barceloni, o pionirjih LGBT gibanja in tudi ostalih osebah. In sicer predstavlja njihove življenjske zgodbe skozi družbene okoliščine, ki so se seveda spreminjale od Frankovega režima do prihoda demokracije, do HIV gibanja. Film je iskriv in zanimiv ravno zaradi sogovornikov in zaradi tega presega lokalno okolje, hkrati pa se v njem pojavijo zelo raznolike identitete sogovornikov. Za konec pa prikazujemo še film Britka Leta. To je o italijanskem aktivistu, pisatelju, performerju Mariju Mielju, ki je eden od ustanoviteljev italijanskega gibanja za osvoboditev homoseksualnosti v začetku 70-ih let. Imamo tudi 2 nemška filma, recimo za mlade. En je Bonnie in Bonnie v režiji Ali Hakima. In sicer je to zgodba o 2 mladih dekletih, o Jari s kosovskim poreklom in mladenki Kiki, konča se pa zelo v akcijskem slogu, zato je tudi naslov Bonnie in Bonnie. Drugi film nemški pa je Med poletjem in jesenjo, režiserja Daniela Mansa, ki naj bi imel tudi delavnico, če bi razmere dopuščale. In tudi v tem filmu imamo zgodbo 17-letne Lane, ki se zaljubi v bratovo dekle Evo. In glede na to, da gre pravzaprav za nek ljubezenski trikotnik in za drame, bi lahko rekli, da je film brezčasen in da se ne dotika samo let. Potem je južnokorejski film, precej romantičen, subtilen, z naslovom Zima v mesečini, to, kar imamo zdaj. In sicer hči odkrije materina pisma iz mladosti in ugotovi, da je mama imela nekoč neko ljubezensko prigodo z neko osebo z Japonske in organizira potovanje na Japonsko. Nato je francoski film Midve, ki ga je režiral Filippo Meneghetti. Gre pa pravzaprav za 2 upokojeni sosedi, ki živita v istem bloku, vsaka v svojem stanovanju, seveda pa se izkaže, da sta povezani veliko globlje in še posebej se to izkaže takrat, ko ena izmed njiju zboli in se razmere spremenijo. Potem imamo še zgodovinski film Nepokorni, ki ga je posnela švicarska režiserka Laura Cazador skupaj s Fernandom Perezom Valdesem, Kubancem. To je pa zgodba o švicarski kirurginji ali pa kirurgu Enrique Faber, ki leta 1819 pride na Kubo in kot zelo uspešen kirurg vzbuja ljubosumje pri lokalcih. Tragedija pa v bistvu nastane, ko se ugotovi, da ima v dokumentih pripisan ženski spol, da je ženska, in na kar Enrique izženejo. Od takrat naprej njena zgodba ni povsem jasna, tako da sta režiserja vključila tudi veliko svoje domišljije.
Za konec omenjam še zanimiv berlinski dokumentarec Pelce, Multimedia iz 2019. Večina filmov, o katerih sem govorila, je iz 2019 in sicer to je režiserka Katarina Voss, ki je posnela dokumentarec o nekoč zelo radikalnem in razvpitem lezbičnem prostoru Pelce v Berlinu. Od leta 1981 naprej je trajal 15 let, kjer so izvajali zelo radikalne performanse, dogodke. In tudi sama imam spomine na ta prostor, ker smo bili z njim skupaj z Natašo Sukič leta, mislim, da 87 ali 88, v katerem so res izvajali radikalne performanse. Tam je bil pa tudi dark room, tako na tleh, gore pa pisali fuck room. Tako da bojo to zelo zanimivi spomini. Za vse filme lahko tudi glasujete po ogledu filma, seveda. Naj vam pa še povemo, da čim se kinodvorane odprejo, bomo prikazali v kino še 3 filme, ki so nekako sladek izbor.